Po svetu se zgodbe o Miklavžu, Božičku in Dedku Mrazu razlikujejo. Več nam bodo predstavili učenci 6. razreda. Ja jo poznam. Legenda predstavlja Miklavža velikega čudodelnika in mogočnega zavetnika. Tako naj bi 3 hčere siromašnega moža rešil usode, ker jim oče ni mogel dati dote, in mu je Miklavž skozi okno porinil 3 kepe zlata. Ena se je zvalila na tla in pristala v copati, ki je ležala pred ognjiščem, da bi se ogrela. Ali veš, da od tod nemara izhaja šega, da otrokom do robe prinašajo nastavljene posode ali drugod po svetu stotičke, copatke, čevlečke ali nogavičke. Z teh zlatih kep ali mošen z denarjem so v ljudski domišljiji nastala zlata in kasneje rdeča jabolka. Le ta sodijo zato z orehi vred med obvezne darove, ki jih dober svetnik prinaša pridnim otrokom v noči od 5. do 6. decembra. Kaj pa zgodba o Božičku? Finski Božič je živi na Laponskem. Ime mu je Joulpuki, kar prevaja z oče Božič, v resnici pa pomeni Božič na kozlo. Švedski Božiček pa se imenuje Julbo. Norveški Božiček je jurenis ali božični škrat. Živel je v skedlju in ščitil kmetijo kot dobri domači ali hišni duh. Zelo rad je imel ovsino kašo, ki so mu nastavljali otroci. V Italiji otroke obdaruje dobra čarovnica Befana na 3 kralje 6. januarja. La Befana je zelo stara in skrivljena gospa. Otrokom prinese darila, če pa so bili poredni in prinese košček premoga. Santa Claus oziroma Božiček iz Amerike v svoj živi svet. Njegovo podobo lahko opazujemo tudi pri nas v ilustracijah na božičnih voščilnicah. Že pred prvo vojno pa seveda tudi sedaj. Santa je majhen ali manjši mož z dolgo belo brado in rdečo kapo ali kapučo, ter oblečen v rdeč plašč. Na hrbtu nosi koš z lepo zavitimi darili, okrog pa potuje sanmi, v kateri je navadno okreženo 8 severnih jelenov. Po legendi naj bi Božiček nekoč v nek dimnik vrgel nekaj zlatnikov. Padli so v nogavico, ki je visela ob ognjišču, da bi se posušila. To je bil začetek znamenite Božičkove nogavice, v katero so dajali in še dajejo otrokom darila. Na Grenlandiji so ustanovili uradno Božičkovo pošto, katera naloga je odgovoriti na tisoče pisem otrok vsega sveta. Kaj pa Dedek Mraz? Ali veš, da so socialistične žele po ruskem zgledu pred desetletji dobile Dedka Mraza? Domov je v Sibiri. Tudi ta ima sini in njih vprežene severne jelene. Oblečen pa je v kožo, na glavi pa ima nekakšno kozaško kučmo. Veš, Maja, pri nas smo to kučmo uspešno spremenili v tradicionalno slovensko podobo. Kožo pa okrašen s slovenskimi ljudskimi ornamenti. Dedek Mraz pa prihaja iz Triglava.